Prav lepo pozdravljeni na novinarski konferenci naše poslanske skupine, kjer bomo govorili o neenakopravnosti pri delu tožilcev, o preferiranju nekaterih zadev, o, bi rekel, zlonamernem selekcioniranju prijav z ene strani ali z druge strani. In skratka o zadevah, ki jih v slovenskem tožilstvu ne bi smelo biti. Zanimivo je, da res je, da minister za pravosodje pripravlja nov zakon o državnem tožilstvu, za katerega pa sodimo, da ne bo kaj dosti spremenil. In navkljub temu, da že v sedanjem zakonu v 1. členu piše, da državni tožilec opravlja svoje naloge na podlagi ustave in zakona, se lahko vprašamo, ali ta zakon velja za vse enako. Ali ne velja morda za ene na tak način, za druge na drugačen način. Ali ne velja morda za ene, da lahko tožijo kogarkoli in da tožilstvo samo po sebi vlaga obtožnice, in po drugi strani, da ko nekdo vloži obtožnico, to obtožnico oziroma predlog sodišče mirno, oziroma tožilstvo mirno zavrne, kot češ tukaj nimamo kaj početi, to ni žaljivo, to vse skupaj ni nič. Zanimivo je, da so si seveda gospodje zapisali v 3. člen v 1. stavek takoj, da je funkcija državnega tožilstva trajna. To je tisto, proti čemur se v Slovenski nacionalni stranki že ves čas intenzivno borimo in kot kaže, bomo počasi uspeli, če ne prej, po spremembi oblasti po volitvah v letu 2012. In to je tudi tisto, po mojem mnenju, kar je najhuje in česar se tožilci najbolj bojijo, da bodo izgubili ta tako imenovani dosmrtni mandat, kajti konec koncev je lahko tožilec v tožilskih vrstah navkljub temu, da je že goden za penzijo vse do 70. leta. Mislim pa, da tudi tukaj, čeprav je to zakonsko določilo, so kakšne izjeme. Tožilstvo tudi pozablja, da pravzaprav poslanci moramo izvajati tudi nadzor nad delom tožilcev, da ne moremo prepuščati tega dela represivnih organov, kakor bi mirno lahko rekli tožilstvu, kar tako na počez, da bodo delali, kot jim paše. V 9. členu piše, da v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih državno tožilstvo vlaga procesne akte in druga pravna sredstva, za katera je pooblaščeno z zakonom. Po službeni dolžnosti, kot se temu reče, bi moralo v tem primeru državno tožilstvo vložiti tudi kazensko ovadbo proti Lari Mikuš, ki je na sodišču v Kopru lažnivo pričala. Lagala je na sodišču, pa je sodnica ni ovadila, češ mogoče se je malo zmotila ali kaj podobnega. Tožilstvo je šlo mirno preko svoje zakonske določbe, da bi sankcioniralo lažnivo krivo pričanje. In ko sem jaz vložil kazensko ovadbo proti omenjeni Lari Mikuš, da je šlo za krivo pričanje, je tožilstvo v Kopru to brez problema zavrglo in iz tega seveda ni bilo nič. Tako da se človek vpraša, ali zakonodaja drži za tožilstvo, ali so določena tožilstva, še posebej določena tožilstva, v tem primeru koprsko, pravzaprav privatna zadeva nekih tožilcev, sodnikov, odvetnikov, policistov in podobnega. Glede na določeno število kazenskih oziroma tudi kazenskih ovadb, ki so jih vložili policisti iz policijske uprave Koper, pa se do danes še nič ni zgodilo, bi človek lahko temu skoraj da pritrdil. In v tem zakonu, če gledamo tudi dolžnosti državnih tožilcev, 4 členi o dolžnosti, 7 členov o pravicah. In ko že govorimo o dolžnosti, ima državni tožilec
mora ravnati tako, da varuje ugled in dostojanstvo svoje službe, kar je zopet vprašljivo v teh primerih, ki sem jih navedel. Pa gremo še malo k bolj konkretnim zadevam. Pred kratkim sem bil jaz obsojen, da moram plačati približno 3100 evrov, zaradi tega, ker naj bi užalil gospoda Jožeta Levašiča, tožilca iz Kopra, češ, da sem mu rekel, da če bi mu dal, da mu ne bi dal čuvati 3 ovac, ker sem prepričan, da bi mi 2 izgubil. In da sem rekel tudi to, da lahko pravno fakulteto naredi vsak in tako naprej. To je bila glavna zadeva na tožilstvu. S tem naj bi jaz gospoda tožilca strahotno užalil. In vendar, če pogledamo predlog za pregon, ki ga je dal omenjeni okrožni državni tožilec v Kopru, tega v predlogu za pregon sploh ne navaja. V predlogu za pregon pravi gospod Levašič takole, med drugim. V prvem odstavku priloženega prepisa, iz tiste oddaje, to je bila na Prvi TV plemeniti komentar, citiranega je tako razvidno, da je s tem, ko je trdil in raznašal, da sem, narekovajo zdaj pa citat, hotel gospoda Vilerja kaznovati, ker naj bi v svojem zagovoru žalil drugače misleče, a gospod tožilec mu ni jasno, da ima tisti, ki se brani, pravico do zagovora. Da sem jaz s tem citatom trdil in raznašal o njem nekaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti in dobremu imenu. Jaz sem na sodišču dokazal, da je vse to res, da je hotel gospod Levašič kaznovati gospoda Vilerja celo z 2 leti zapora in že s finančno kaznijo. To je gospod Levašič tudi prebral, to smo na sodišču ugotovili. In vendar so mene ne zaradi tega, ampak zaradi nečesa popolnoma drugega, kar je dodalo tožilstvo samo od sebe, kaznovali za tisto, za kar sploh nisem bil preganjan. Krasno, to je slovensko tožilstvo. In to tožilstvo v Kopru in seveda tožilstvo v Ljubljani. Skratka, kot kaže, gospoda tožilci en drugemu držijo štange in seveda, če nekdo dvigne glas proti njihovemu delu, če postavi pod vprašaj njihovo poštenost, eksaktnost, točnost, zakonitost in pa predvsem poznavanje zakonov, se potem spravijo na tega človeka, tako kot so se spravili na mene. Ni jim pomembno, da pri tem kršijo zakon, jaz se ne bom spuščal v to, ali poznajo zakon ali ne poznajo, poznati bi ga morali, to se pravi, mi ostane samo še možnost razmisleka o drugi tezi, da je bilo to namerno, in potem človeka kaznujejo. Vkolikor nekdo nima dobrega odvetnika, vkolikor se sam ne spusti v analizo spisov, ki jih tožilstvo pošilja, je tak človek kaznovan. Zato pa ni čudno, da imamo Slovenci oziroma slovenska država tak slab imidž v svetu. Da imamo imidž policijske države, kjer sodstvo dela po preferencah, kjer ni pravičnosti, kjer ni demokracije in kjer je pravzaprav vsak dan huje in kjer novo liberalno komunistična oblast pravzaprav uničuje vse tisto, kar misli drugače in kar hoče narediti državo pošteno. Naj navedem še drug primer. Jaz se zdaj tukaj ne bom spuščal še v kakšne povezave, prijateljske povezave med morda sodnico pa njenim možem in tem tožilcem, kajti mož od te gospe sodnice, ki mi je obsodila, pa tožilec sta bila skupaj v pripravnika v Ljubljani. In skratka, hecne zadeve so tukaj, ampak pustimo te sorodstveno-prijateljske zveze na miru. Vzemimo nekaj drugih primerov. Pa je že eden tak eklatantno kršenje prava in pa pravic državljanov. Druga takšna zadeva je recimo užaljenost gospe Katarine Kresal, ki me je tožila, oziroma me toži, zdaj je v preiskovalnem času, v času preiskave,
zadeva, ki me je obtožila, da sem ji žalil dobro ime in ne vem zakaj, ker sem določene CD-je dal medijem in pa na Komisijo za kontrolo obveščevalnih služb, naj raziščejo, ali gre za eksaktne, ali gre za točne stvari, ali gre za realne stvari, ali gre zgolj za ponaredke. Zaradi tega, ker sem to dal tudi medijem, namreč zavarovati sem se hotel, da mi ne bi gospa Kresalova namestila še kakšne zadeve, je bila gospa Kresalova užaljena tako zelo, da me je dala v obravnavo oddelku za ekstremno nasilje. Zanimivo. Na oddelek za ekstremno nasilje ponavadi pošljajo teroriste, tiste, ki nastavljajo bombe, tiste, ki pobijajo ljudi, ki suportirajo teroristične organizacije in pa seveda Jelinčiča iz večjih razlogov. Zato, ker je imel po domače rečeno jajca, da je postavil vprašanje, kaj pa je to, in pa zaradi tega, ker gospej Kresalovi ni povšeči. Zveze ima dobre in pač doseže, kar hoče se je. Konec koncev ministrica, čeprav ministrica prva ne bi smela zlorabljati svojega položaja. No, zanimivo je to, kar se bo tam še pokazalo in mislim, da bo prišlo do tega, da bo se dokazalo tisto, kar jaz mislim ves čas in kar sem povedal tudi na sodišču, da je bil to konstrukt, ki ga je gospa Kresalova pripravljala že dlje časa in ki je imel namen diskreditirati mene osebno. Še kar nekaj dokumentov imamo, ki jih bomo predložili na sodišču oziroma na teh v času preiskovalnega postopka, ampak videli bomo. Zagotovo bo tožilstvo vložilo proti meni kazensko ovadbo. O tem sem 100% prepričan. Ravno tako je tožilstvo je vložilo proti meni kazensko ovadbo zaradi uporabe besede cigan. In sem bil na sodišču dvakrat, zdaj sem bil oproščen. Navkljub temu pa je tožilstvo napovedalo pritožbo. Oziroma dovolilo si je, da si vzame čas za razmislek in kar prepričan sem, da bo tožilstvo vztrajalo na svojih navedbah, da je uporaba besede cigan sporna. Potem pričakujem tudi, da bodo v naslednjih mesecih morda se strani pravosodnega ministrstva ali pa tožilstva ali pa policije prišle zahteve, da se zažgejo vse knjige pisca Janeza Trdine, pa da se prepovejo razne opere tujih avtorjev, pa mogoče, da bodo tistega, ki je obešal plakate z reklamo, da bo v Sloveniji, v Ljubljani gostoval ciganski simfonični orkester, da bodo tistega, ki je te plakate gor dal, zaprli, mogoče ga bodo poslali na kakšen goli otok, na Hrvatijo, mogoče bodo Hrvati, glede na dobre odnose slovenske vlade s hrvaško vlado, da bodo odstopili kakšen del golega otoka, da bojo tja dali tiste, ki jim niso po godu. No, seveda, moram reči, da sodba me je razveselila, ko sem bil oproščen, kajti to je dokaz, da v sodni veji oblasti je tudi nekaj zdravega. In če bo po sreči, bo nekoč morda bolje. Ampak bomo videli. Zdaj pa, glede na to, da so bili nekateri užaljeni zaradi ene besede, nekateri užaljeni zato, ker sem govoril resnico, je pa zanimivo, da sem recimo jaz ovadil gospoda recimo Hanška, ki je o meni na televiziji govoril, kaj vse sem naredil in celo na televiziji, kjer je bilo to kar nekajkrat ponavljano, govoril, da sem okradel nacionalni numizmatični fond, da sem te zadeve prodal in preprodajal, da sem potem še tukaj kar nekajkrat, da ima celo vrsto podatkov o tem, kako sem jaz še večkrat kradel in da bi lahko naštel vsaj enih 30 podobnih zgodb
in je že mal čudno, da je toliko časa zdržal. To sem citiral njegove izjave. Seveda na to, da nekdo govori, kako je skradem naokrog, sem seveda gospoda ovadil. Na prvo ovadbo je državno tožilstvo, okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je zavrglo, kaj ti, kakor piše, iz same ovadbe izhaja, da naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, s katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ampak ni šlo za uradno dolžnost, jaz sem ga ovadil. Potem druga zadeva, uradno tožilstvo zopet zavrglo z tem, da piše, ker so podane okoliščine, ki izključujejo kazenski pregon. Že samo bivanje gospoda Hanžka v muzejskem svetu je protizakonito, kajti v skladu z zakoni on ne bi mogel tam sedeti in ne bi smel tam sedeti. Ampak, ker je pač prijatelj določenih krogov, določene politične strukture, gospod sedi tam. In takšne žalitve, kot ti nekdo govori, da sem ukradel nacionalno zbirko ali prodal za 20-kratno vrednost neke bankovce Narodnemu muzeju in lahko bi vam naštel še enih 30 podobnih zgodb in je že mal čudno, da se je toliko časa držal. Potem pa še naprej na vprašanje novinarke reče, po mojem hoče mal zaslužiti, letalski muzej mu je pač slučajno izgovor za to, da bi kaj zaslužil. To so izjave, ki, kot kaže, niso kaznive. Kar se tiče našega tožilstva v Ljubljani. Potem je bilo zanimivo, ko je gospod Urban Vehovar, nek na pedagoški fakulteti v Kopru predavatelj, izjavil med drugim tudi to, da bi, ne bom vsega bral, da bi s tem iz Državnega zbora izločili tiste politične frakcije, ki delujejo zgolj v imenu ozkih interesov in so namenjene le in predvsem koruptivnim poslom njenih funkcionarjev. In tukaj noter piše tudi Slovenske nacionalne stranke. In to ni žalitvo. To ni žalitev, kajti tožilstvo, okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je zavrglo tudi to ovadbo. In sicer, saj naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potem je prišlo do zadeve, ko je Filip Robar Dorin, režiser, scenarist in montažer, rojen v Boru v Srbiji, izjavil med drugim neki nacionalistično nastrojeni politik, populistični nasilnež, kot je na primer Zmago Jelinčič, plemeniti, izreče besedo cigan kot žaljivko. Takšno izražanje je odraz sovražnosti in nestrpnosti in potem še naprej. Jelinčič na primer svojim političnim vedenjem in zvitostjo to počne zato, ker ve, da se v slovenskem jeziku uporablja beseda cigan in vendar je on ne uporablja z veliko, ampak z malo začetnico in tako naprej. Skratka, jaz sem bil tukaj označen kot nacionalistično nastrojen politik in populistični nasilnež. Seveda je državno tožilstvo v Ljubljani to tudi zavrglo. In iz tega ne bo nič. Ko so pred leti gospodje z policije stopili približno 1 tono starega orožja, zato da so enemu pomočniku šerifa iz neke vasi v Ameriki potem dali tisti ingot v teži 1 tone, da bo naredil spomenik v spomin na 11. september, na dan napada na dvojčka, stolpa v New Yorku, sem jaz seveda gospode ovadil, kajti uničili so velike vrednosti nacionalne, nacionalno zgodovinsko blago, blago tehnične, kulturne vrednosti. Skratka, uničili so ogromno pištol
in podobnega orožja, ter tudi drugih artefaktov, ki bi morali iti v muzej. Jaz sem temu dodal tudi mnenje zapriseženega sodnega izvedenca, ki je to potrdil. Ne, sodišče je to, oziroma tožilstvo, zavrglo vse skupaj, ampak kaj se dogaja zdaj? Zdaj so tisti gospodi, ki sem jih ovadil zaradi uničevanja slovenske kulturne dediščine, so mene ovadili, češ, da sem podal krivo ovadbo. In bom šel spet na sodišče. No, tako deluje naše tožilstvo in tako deluje naša sodna oblast. Absolutno po političnih preferencah, kar jim ta novo liberalno-komunistična oblast dovoli, kar od njih zahteva in kar od njih pričakuje. Zato moram reči, da sem vesel, da je gospod Janez Janša povedal, da je ena od prioritet v bodoči vladi ta, da se uredi sodni sistem v Sloveniji, da se ga usmeri v demokratične vode zahodnega tipa, ter da se bo odvzelo trajni mandat, ta tako imenovani dosmrtni mandat, tako sodnikom, kot še v prvi vrsti tožilcem. Jaz mislim, da lahko bi o takšnih, ne bom rekel svinjarijah, ker to bi me spet kdo tožil in bi bil zelo užaljen in presenečen, da sem to rekel, in bi verjetno me ne le dali v obravnavo oddelku za ekstremno nasilje, ampak bi mogoče zaprli v kakšno klet pa izvajali po starih bivših metodah zaslišanje. Ampak te zadeve nekako ne sodijo v naš čas, ne sodijo v demokratično družbo in s tem tudi ne sodijo v Slovenijo. Leta 1991, ko smo se borili, nekateri smo se borili za Slovenijo, za večino teh ljudi bi bilo dobro pregledati, kje so bili v času osamosvojitvene vojne, pa bi ugotovili, komu je kaj do Slovenije in komu je do lastne zadovoljitve takšnih ali drugačnih interesov. Hvala lepa. Nasvidenje, lep pozdrav.